Zelo pogosto vprašanje, kaj pa sedenje na žogah? Torej, sedenje na žogah, podobno kot delo v stoje, spada med neke oblike aktivnega sedenja. Aktivno sedenje, kot sem rekel že v prejšnjih videih, je takšno sedenje, kjer telo mora statično držati neko prisilno držo. Čisto v redu, dokler je tega bistveno manj, kot pa sproščenega sedenja. Torej, sproščeno sedenje je tisto glavno sedenje, ki ga boste delali večino časa. Vseeno pa sproščeno sedenje prekinjajte z občasnimi drugimi položaji. Čisto nič nevarno ni za telo, čisto nič škodljivo ni za telo, če smo skrčeni, ali pa če smo zategnjeni nazaj, ali pa če imate eno nogo lahko takole v zraku in takole delate. Čisto nič nevarno ni, če včasno vstanete, se razmigate in delate v mnogih čudaških, kakršnikoli položajih vam paše, če ste v teh položajih za kratek čas. Torej, za telo so najbolj neprimerni dolgotrajni, statični položaji, kjer dolgo časa držimo nek položaj v napetem mišičnem tonusu. To je za telo najbolj nevarno. Ni pa za telo nevarno, če smo v teh položajih za kratek čas. Tako da, kaj to pomeni v kontekstu dela na žogah? Na žogah bodite čim bolj kratek čas, torej ne biti 8 ur vsak dan na žogah. Torej, bodite na žogi tako kot nek dodatek zraven ob sproščenem sedenju. In v tem primeru so žoge in sedenje na žogah čisto dobra alternativa.